V Sloveniji imamo zaposlenih skoraj 20.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Ob 60-letnici strokovnega društva na Gorenjskem pa so pripravili simpozij o prožnosti zdravstvene in babiške nege skozi kakovost in varnost obravnave. Prožnost, da ne bo pomote, ne razumemo kot še nekaj, kar se da še malo raztegniti, ker prožnosti v smislu zategovanja pasu v zdravstveni in babiški negi že zdaleč ni več. Pomanjkanje je preveliko. Edino, kar vidimo v prožnosti, je še druge organizacijske oblike dela, druge pristope. Vse z namenom, da je obravnava pacienta tudi z vidika medicinske sestre in babice varna in kakovostna. Glavna medicinska sestra Tanja Pristavec, ki v jeseniški bolnišnici dela že 27 let, meni, da mora vsako medicinsko sestro odlikovati prijaznost in sočutje, ki jo pacienti v težkih trenutkih bolezni najbolj potrebujejo. V zadnjem času se še posebej posveča delovanju referenčnih ambulant, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre. Jaz menim, da so pacienti to dobro sprejeli, sploh po neki evalvaciji. Mislim, da ne gledajo na to, da je to delo nekako vmešavanje v delo zdravnikov, ampak smatrajo to kot drugo področje, kot dodano vrednost, kajti delo medicinske sestre v referenčni ambulanti je predvsem v smislu presejanja, prepoznavanja simptomov neke bolezni, zdravstveno-vzgojno delo in pa svetovanje. Referenčne ambulante so po prvih podatkih pomembno prispevale k kakovosti obravnave pacientov. Medicinska sestra je specialistka na tem področju in jo to tudi jemljejo. Menim, da se splošno gledano je to vzeto kot dodana vrednost v samem zdravstvu, tako v preventivi, pa kot konec koncev tudi v samem finančnem smislu, ker kurativa je najdražja, ne? Če s preventivo to uspemo, je to najbolje. Po svetu je sledila slavnostna akademija s podelitvijo priznanja Angele Boškin za življenjsko delo, ki ga je za dolgoletna prizadevanja za rast duševnega zdravja prejela Maruša Šolar. Na slovesnosti so podelili tudi 9 zlatih znakov Zbornice zdravstvene in bolniške nege Slovenije in Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Med temi dobitnicami najvišjih priznanj so pa kar 3 patronažne medicinske sestre, kar ni naključje. Zdravstveno varstvo na primarnem nivoju lahko rečemo, da doživi v tem trenutku celo doživlja razcvet, tudi na področju patronažne zdravstvene nege. In prav to, da smo medicinske sestre v patronaži tiste, ki nam je dovoljeno, ki smo zaželene, ki lahko vstopamo v pacientov dom, je tisto, kar nas odlikuje, in zato vse čestitke vsem 3, seveda vsem 9 nagrajenkam, 3 patronažnim medicinskim sestram pa še posebej.